Za vaše izjemne dosežke, ki so ponos celi Gospodarski zbornici, ki so v navdih zborničnim organizacijskim enotam. Kaj vam pomeni to evropsko priznanje? Torej, definitivno mi pomeni, da smo na pravi poti, da smo se za projekt, ko smo se ga odločili, naredili velike korake, da je priznan ne samo na nivoju Slovenije, ampak da tudi Evropa prepoznava ta velik potencial, ki ga imamo mi v malem gospodarstvu v mestih, ne samo seveda po Sloveniji, pač pa tudi po Evropi, in pa seveda to, da mora lokalna oblast prepoznati, da dela platformo oziroma da ustvarja pogoje, da lahko malo gospodarstvo dejansko živi, ker je za oboje potem seveda so učinki in pa rezultati bistveno boljši. Kako je mestna občina Koper podprla delovanje malih trgovcev s tem projektom? Torej, z relativno majhnimi sredstvi moram reči, da denarja, ki smo ga porabili za ta projekt, ni bilo več kot 20.000 evrov, vendar smo jim omogočili, da so dobili šolanje zastonj, torej učili so se angleškega jezika in načina prodaje, predvsem vsem tujcem, ki prihajajo v staro mestno jedro. Omogočili so jim znanje tudi na področju aranžiranja svojih izložb, tako da se znajo tudi nekako bolj atraktivno ali pa bolj inovativno predstaviti že na vizualni bazi. Pomagali smo jim oziroma omogočili smo jim, da smo znižali najemnine za tiste lokale, ki so v lasti mestne občine v starem delu mesta. Prav tako z roko v roki sodelujemo pri pripravi različnih prireditev, ki jih imamo v mestni občini Koper. Torej skupno delamo koledarje prireditev, pomagamo jim tudi pri pridobivanju dovoljenj za uporabo javne površine, pri parkiranjih, torej dobijo dve uri gratis, imajo takrat, ko pač obiskujejo staro mestno jedro. Prav tako stojnice, naredili smo poseben zemljevid z tistimi trgovinami, ki so v združenju Zavoda Koper Otok, torej da že vnaprej se ve, katere so tiste trgovince, ki podpirajo razvoj tako mestnega marketinga, kot tudi pomaga recimo občini pri določenih projektih. Tako da skušamo jim tudi, kadar imajo recimo kakšne skupne projekte, pomagati pri stvareh, skupaj na občino naslavljajo, torej opozarjajo na težave, ki jih imajo, in potem jih mi tu skupaj želimo reševati. Tako da je delovanje z roko v roki in to se seveda pol dolgoročno definitivno pozna. Kako pa je z obiski velikih ladij, kako ti obiski potekajo, kakšen sistem imate zanje? No, to je dejansko bil povod, da smo začeli razmišljati o združevanju teh trgovcev. Ladje prihajajo po nekem zelo nerednem koledarju, praktično vsak dan v tednu. Zelo težko je takrat zorganizirati stvari, če nimamo koledarja pripravljenega že vnaprej. Torej, na samem potniškem terminalu imamo hiško z informativno pisarno. Dekleta in fantje, torej glavno so študenti, govorijo kar nekaj jezikov, tako da kdorkoli stopi dol iz potniške barke, takoj dobi direktne informacije o tem, kaj lahko v Kopru vidijo. Poleg tega izdajamo tako imenovani Daily News z vsemi osnovnimi informacijami o stvareh, ki v Kopru so v tisti dan, ki se dogaja. Dobijo ta zemljevide, kot sem prej omenila, o najbolj osnovnih podatkih o trgovinah, kaj v teh trgovinah lahko dobijo. Tako da imajo možnost se tudi recimo predstaviti s kakšnimi posebno ponudbo, ker imajo posebne popuste. Tako da je kar zelo, zelo široka informacija o tem, kaj se v Kopru lahko v tistem dnevu počne. Ste vi lahko primer dobre prakse za sodelovanje mestnih občin in malih trgovcev tudi za druge kraje v Sloveniji? Osebno mislim, da ja, to so tudi ostale občine prepoznale. V tem neformalnem združenju nas je trenutno 15, vendar vidim, da vsak dan, recimo kar pogosto se javljajo tudi druge občine. Midva z kolegom tudi hodiva po občinah in jim na posebnem PowerPointu predstavljamo vso to pot, ki smo jo naredili, ki ni bila ravno enostavna, ker začetki so vse posod bolj težki, ampak kaj se recimo z voljo, vztrajnostjo in s tem, da stalno nekdo vodi en projekt, da se ne menjavajo ljudje v vodenju določenih projektov, da narediti. In v Sloveniji moram reči, da so na dobri poti. Jaz sem videla zelo lepe prakse. Smo pa mogoče v Kopru nekoliko bolj, kako bi rekla, PR-ovsko
uspešnejši. Ne? Ampak to ni nič narobe. Ne? Tako da, če nas malo več ljudi vidi in sliši, se bodo tudi drugje verjetno dali na to področje. Lahko mi v Sloveniji veliko naredimo, ker mi imamo definitivno to, kar rečem, smeri našim potnikom butično državo. Kaj to prestižno priznanje pomeni tudi za gospodarsko zbornico oziroma še posebej podjetniško-trgovsko zbornico? Torej, to prestižno priznanje je za podjetniško-trgovsko zbornico uspeh, da smo nekako začeli prave projekte pred 4 leti in pa obenem tudi za gospodarsko zbornico, saj je bilo prestižno priznanje kot eno izmed 4 posebnih priznanj dano Gospodarski zbornici Slovenije. S tem smo nekako ponesli tudi Slovenijo končno v Evropo, saj sem bila letos že 4. na SME Assembly in nikoli ni Slovenija dobila nobenega priznanja. Tako da smo dali tudi Evropi nek znak, da Slovenija tukaj je in da znamo dobro delati. To priznanje je v bistvu dano zaradi povezovanja z občino Koper na področju malega gospodarstva, tudi z regionalno razvojno agencijo in nekako spodbuda ostalim mestnim občinam, da bi tudi same nekako naredile take načrte v mestih, da bi spodbudili razvoj malega gospodarstva. To je bistvo in naša želja, da bi bil to nacionalni projekt, če ne v letu 2016, saj v letu 2017.